Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v mojo družbo, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Surom. Znova je pred nami zanimiva tema. En teden si moram pa res v nulo dolgočasno temo zbrati, da ne bom vedno isto govorila. 8.8. je bil tak mogočen portal v letu 2024, v kateremu smo prebujali leva v sebi. Ne glede na to, ali smo še vedno v letu 2024 ali to oddajo spremljate leta 2050, vedno lahko tega leva krepimo, zato vedno dobrodošli, da si to oddajo pogledate. Podobna tematika bo nas čaka danes. Ta oddaja bo na sporedu 19.8.2024, ki bo močno obarvan z egom. 19 je karmično število, je najbolj tako intenzivno karmično število, absolutno pa simbolizira ego, pohlep, arogantnost. In veste, tisti ljudje, ki imajo 19 zelo močno izraženo v svojih izračunih, se pravi, ne nujno, da so 19. rojeni, da ne bomo pokriven koga obsojali, običajno sploh nimajo pojma, da tako delujejo. Mi bomo izkoristili tole oddajo, zato da se bomo posvetili našemu egu in vsemu temu, kar pa nam ego nagaja, ker nam vsem. Jaz našemu egu rečem naš notranji zmajček, tolovajček, ego tripček, vsi ga imamo, ego ima svoj namen, dotaknili se bomo tega, kaj je namen ega, kdaj je ego toksičen in kako si pomagati ven iz krempljev tega zmajčka, tolovajčka, da ne bo bruhal ogenj. In pričela bom mogoče s tem. Nič v tem svetu ni picture perfect. Nič na tem svetu ni popolno. Ni osebe, ki že vse zna. Ni osebe, ki se nikoli ni zmotila. Ni osebe, ki bi bila vedno popolna, vedno najlepša. Točno zato poglejte tudi kadar okoli mene. Za menoj so sence, se pravi, luči niso prav postavljene. Pustimo moje lase. Andreja. Ona je moja zelo dobra prijateljica in moja tudi frizerka, ona skrbi za te moje laske lepe, bi me za ušesa. Bistvo pa je, ne glede na to, da so luči po stran, da jaz mogoče nisem najbolj tipi-topi. Nič manj vredna ni ta oddaja. Nič manj vredna ni, kot če bi bila ravnokar od frizerja, ravnokar iz profesionalnega make-upa, če bi me ravnokar zmasirali 3 mladci, in bi imela 4 tehnike tukaj le za seboj, ki bi v vsakem trenutku gledali zvok, pa sliko, pa svetlobo, pa vse. Nič manj vredni niste vi, samo zato, ker morda v tem trenutku niste vse to, kar bi lahko bili. V tem trenutku bi lahko tale scena zelo drugačna. Pa ni. Ampak ali ste vi prišli gledati, kako je scena postavljena, ali ste prišli poslušati, kaj imam za povedati? Ali ste se vi rodili zato, da boste perfect na slikah, na Instagramu, na Facebooku, na vseh socialnih omrežjih? Ali zato, da boste življenje doživeli? Malo smo zgubili kompas, kaj je več vredno? To, da greste in uživate v lepoti slapu, narave, neke znamenitosti? Ali je bolj pomembno to, da imamo res totalno spolirano sliko za na socialna omrežja? Zelo močno je z egom obarvano vse, kar počnemo, marsikdaj se tega tudi ne zavedamo. Torej, če se najprej posvetimo temu, kako pravzaprav vedeti, ali je to ego ali je to kaj drugega. Ego se zelo rad zakrinka kot intuicija, kot pazi, jaz te tukaj zdaj opozarjam, kar je pravzaprav strah. Imamo pa 2 poglavitna razloga, saj jih je več, ampak mi se bomo posvetili 2. Prvi poglavitni razlog, običajno za to vrstno delovanje, reakcije in tako naprej, je rana. Nekoč smo bili prizadeti, imamo slabo izkušnjo in to je posledica. Se pravi, ljudje, ki so zelo zaprti vase, ki so mogoče zelo hitri v agresivni komunikaciji nazaj, se sigurno ne počutijo varne. Torej, po vsej verjetnosti so nekoč bili prizadeti in je to obrambni mehanizem, izhajajo iz svoje rane, to je posledica nečesa, kar se jim je zgodilo in pravzaprav potrebuje zdravljenje. Potrebuje sprejemanje in v prvem koraku ozaveščanje. Če jaz ne ozavestim, če moj zobozdravnik ne ozavesti, da imam jaz karies, potem se tudi zdravljenje oziroma plomba ne more zgoditi. In drugi del? Nezrelost. Vsi smo v nečem še nezreli. Nihče izmed nas se ne sedi na roza oblaku, belem, plavem, kakršnomkoli že in ne igra harfe. Vsi smo še tukaj in vsi se še učimo, vsi imamo še kaj, v čemer smo nezreli in vsi imamo kaj, v čemer pa briljiramo.
Se pravi, velikokrat se nas ego sproži samo zato, ker smo še vedno na stopnji otročka. Zdaj pa imamo ljudi, ki dejansko so na čustveni stopnji 3-letnika, manipulirajo, izsiljujejo, zdi se jim, da cel svet se mora njim prilagajati. Se pravi, ostali so nekje tam. 5-letnega otročka, 15-letnega otročka, pravijo, je prišel v drugo puberteto. Ne, mogoče se je pač pokazati. Prej mogoče je bilo življenje takšno, drugačno je bila služba, so bile obveznosti, so bili okviri življenja drugačni, potem pridemo v penzijo, imamo malo cajta, se nam zdi, da nam bo življenje ravno kar reklo bye bye in potem pokažemo svoj pravi obraz. Velikokrat ljudje, za katere se govori, da so v drugi puberteti, da jih je začel metati, pravzaprav ugotovijo, da ne živijo sebe. Tudi tu sta dva različna razloga, o tem mogoče kdaj drugič, ko bo znova zanimiva tema. Torej, ego se nam lahko sproži zato, ker je kot posledica nečesa, kar nas je prizadelo in se sproži naša obramba, oziroma lahko govorimo o tem, da je nekdo nezrel, se pravi, neke kilometrine zrelosti, odgovornosti nima. Ja, kaj pa potem z vsemi temi občutki, ki jih vsi kdaj imamo? Jeza, strah, neko hudo željo po nečem, potrebo. V prvi vrsti, dragi moji, vsi smo le ljudje in ta stavek bom velikokrat ponovila. Vsi smo kdaj jezni, vsi imamo kdaj grde misli, vsi bi kdaj, komu zavili vrat. Jaz mislim, da to je pač del človeške narave. Kaj naredimo s to jezo, s to željo, da bi nekomu zavili vrat, da bi bili nesramni, da bi to osebo prizadeli? Tukaj se vidi naša zrelost. Tukaj se vidi, kako znamo svoj ego, se pravi svojega zmajčka, ukrotiti in kdaj ne. Ali smo resnično kdaj upravičeni do tega, da se lahko napolno maščujemo, ker je nam nekdo nekaj naredil. K temu se bomo še vrnili. Vsi ti občutki, jeze, strahu, želje, potrebe, vse, kar je ekstremnega, pa lahko v določenih primerih pravzaprav kaže na toksičnost. Kar je znova ego. Se pravi, če mi imamo občutek, ne morem brez, ni nujno, recimo v odnosih je to zelo pogosto vprašanje, ne morem brez njega, ne morem brez nje, ne predstavljam si življenje brez te osebe, to je ziher karmično povezano, ni nujno. Če smo čisti iskreni, čim pride do tega, ne morem brez tega, govorimo o odvisnosti, govorimo o toksičnosti, lahko ste si vi še taki soulmate. Če ste si soulmate, to pomeni, da ste si dušni partneri skozi vsa življenja. To pomeni, da ste povezani v večnosti. Zakaj bi bila potem taka drama, če pa zdaj 2024 niste skupaj, če ste skozi skupaj? To je tako, kot če ste poročeni in potem gre žena v štacuno in mož doma vpije, ne morem brez nje. Približno isto si govorimo, če govorimo, midva sva si soulmate, morava biti skupaj. Kaj pa še? Ravno soulmati so tisti, ki nam prinašajo najbolj močne izkušnje, najbolj pomembne lekcije. Se pravi, velikokrat se zgodi, da pač pride to preko neke boleče izkušnje in velikokrat se zgodi, da tudi karmični odnosi, ki obstajajo in vse v numerologiji preko števil vidi, ali gre za karmo, ali gre za lekcijo, ali gre dejansko za soulmate relationship, ali gre za twin flame povezavo. Se pravi, velikokrat so lahko zelo prijetni, lepi odnosi. Ko pa govorimo, ne morem brez, govorimo o odvisnosti, o toksičnosti. Vsaka oseba, ki je odvisna od trdih drog, vam bo rekla, da ne more brez. Razmislite o tem. Čim rečemo ne morem brez, predamo svojo moč nečemu drugemu. In resnica je, veste brez česa, koga ali česa ne morete? Brez vas. Kajti samo brez vas vaše življenje ne obstaja. In ko sebe zgubimo, zato ker se drugim podredimo, imamo velikokrat občutek, da ne obstajamo. Je res? No, velikokrat se potem iz tega razvijajo van tudi očitki, velikokrat se tega razvijajo van tudi občutki pomanjkanja, občutki marsičesa. Tudi to je ego. Do ničesar nismo v resnici upravičeni, nihče nam ni dolžen nečesa dati, zato ker smo nekaj storili. To je manipulacija, to je preračunljivost. In verjamem, da se vsi kdaj v to ujamemo, verjamem, da vsi kdaj smo se zelo potrudili za neko osebo, smo se zelo žrtvovali, smo se zelo podredili in potem je ta oseba bila Vsi smo le ljudje, ok? Tukaj ne gre za to, je to zdaj slabo, je to zdaj dobro, tukaj enostavno pregledujemo, kaj je ego in kaj ni. In ego se zelo rad skrije v tako je prav, tako mora biti,
tako delajo že 100 let, tako vsi pravijo, da mora biti, in potem sploh v času socialnih omrežij se mi zdi, kar naenkrat najdemo tisoče člankov, bom rekla zdaj, kredibilnih ali pa nekredibilnih virov. Sploh ni važno, se mi zdi, katero tematiko odpremo, našli bomo dokazila v plus, našli bomo dokazila v minus. Tako je prav, je ego. To, kar je prav za mene, mogoče niti slučajno ni prav za vas. Ko govorimo o nekem univerzalnem prav, se pravi, da ne gremo ven zjutraj, ko smo slabe volje, in ne pobijamo cele ulice samo zato, ker smo slabe volje, je nekaj drugega. In žalostno je, da moramo mi v moderni, civilizirani, visoko izobraženi, pametni, inteligentni civilizaciji in družbi imeti zakone proti ropu, umoru, posilstvu. Pokažite mi eno staro skupnost, kjer je bilo to potrebno. Vsa stara ljudstva so kar nekako vedela, da to ni prav. Tako da, se je za vprašati, kaj vse je nas ego, naš tekom zgodovine prepričal, kajti marsikaj tega nam je bilo pravzaprav položeno v zibko. Se pravi, če nekako malo ponovimo, ne morem brez, ne predstavljam si življenja brez, tako je prav, vse to je ego. Vse to so prepričanja ega, ki se tudi zelo radi skrijajo v druge stvari. Se pravi, skriti obrazi ega so recimo tudi občutek krivde. Ko se počutimo zelo hitro krivi za to, da nekdo drug ni srečen, ko zelo hitro pademo v občutke krivde, ko se nam zgodi nekaj lepega, ko imamo občutek nezadostnosti, se pravi, tudi vzgajali so nas večinoma z občutki krivde, se pravi, to nam je zelo poznano. Perfekcionizem tudi izhaja iz ega, nič ni nikoli dovolj dobro, to je ego, to niti slučajno ni ljubezen, to niti slučajno ni zdravega prostora za rast. Perfekcionizem naj bi bil motivacija. O perfekcionizmu, zakaj je nevaren, zakaj po nekih statistikah je dokazano, da ljudje, ki so močni perfekcionisti, ki imajo motnjo perfekcionizma, ne govorimo zdaj o tem, da smo res zagnani, da bo nekaj totalno dobro narejeno, so, mislim, da kar 10 do 15% bolj nagnjeni samomoru. O tem sem že posnela fenomenalno oddajo, tudi tam nisem popolna, moje lasje pa tam izgledajo, kot da je nekdo petardo mi vrgel v glavo. Vabljeni, da se ogledate, pa ne moje lase, ampak to, kar sem imela za povedati. Usoda ali namenjeno mi je, tudi to je ego, tudi to je na nek način izgovor. Namenjeno mi je, da nisem srečna. Ni mi namenjeno, da bi našel dobro žensko. Takšna je moja usoda. Jaz osebno, tukaj pa lahko rečem samo osebno, verjamem, da neke stvari so nam res namenjene. 10.10.2015 je bil tako fenomenalen dan, da dvomim, da karkoli v življenju bi lahko bilo boljše od tega, in zelo verjamem, da mi je bil namenjen, kajti same okoliščine so se zložile takole. Verjetno ste me že slišali o tem govoriti. Dejstvo, da sem pa jaz dobila letalsko karto v Pariz in nazaj za 9 evrov, mislim, da je taka velika potrditev, da tisti vikend je bil res nekje zapisan v usodi, v zvezdah nekje. Ni pa to za vse, vaše življenje, ne glede na to, kaj je bilo zapisano. Če bi jaz takrat obsedela in se sama sebi smila, kako v tej točki življenja, ne vem, če si lahko privoščim potovanje v Pariz, ne vem, če bom lahko bila v ponedeljek fraj. Če bi si jaz sama postavljala samo ovire, se ne bi zgodil, verjemite mi, da ne. Ampak tisto sredo je moja glava rekla, jaz grem tja, pa če grem peš. No, pa sem dala pa 9 evrov. Okej. Občutek zadoščenja absolutno izhaja iz ega. Občutek zadoščenja, ko zdaj pa vidiš. Zavist, vse te stvari vemo, da izhajajo iz ega. Kaj pa karma? Kaj vi mislite, ali karma resnično izhaja iz ega ali izhaja iz ljubezni? Jaz mislim takole, ko se mi skrivamo za karmo, kajti tega se tudi veliko sliši, tudi k meni pridete pa rečete, jaz sem bila tam, pa so mi to povedali, pa to je moja karma, nič ne morem. Karma niti slučajno ne pomeni tega. Karma v nobenem primeru, po nobeni definiciji, po nobenem verovanju nikoli ne pomeni, da zdaj pa nič ne morete, ampak ravno obratno. To, da nič ne morem, vas je pripeljalo do tega, da ste prišli nazaj sem s karmo. To, da jaz nič ne morem, da grem jaz v vlogo žrtve, tako da takšen sem, to pripelje k karmi. In če vzamemo karmo kot primer, ljubezen
zrele odločitve vodijo stran od karme. Se pravi, tudi vsaka stvar, ki jo naredimo tukaj in sedaj, je karmična. In včasih mogoče se preveč osredotočamo na karmo iz preteklih življenj, namesto da bi gledali, kaj ustvarjamo danes. Torej, tudi to malo v razmislek, ko se ukvarjamo s tem, kako ukrotiti svojega notranjega zmajčka, trojčka, egotrička. Pozesivnost, ljubosumnost, vse te stvari so stvari ega. Izhajajo pa iz, bom rekla, skupnega imenovalca vrednosti. In pravzaprav, ali bi rekli, če imamo sebe radi na zdrav način, da se zavedamo svoje vrednosti ali ne? Ali je pravzaprav vrednost, ker ima konotacijo povezano z egom, ker nekaj vrednotimo, se pravi sodimo, presojamo, ocenjujemo, izmeriti hočemo, ni nujno slaba, kadar govorimo o zdravi ljubezni do sebe, o zdravih vrednotah, zdravih vrednostih. In pravzaprav, a ste kdaj opazili, da nikoli ali pa zelo redko uporabljamo izraz enakovredni? Enakopravni, ja, imamo enake pravice. Enakovredni, s kom se vi počutite enakovredni? Tam imate harmoničen odnos. Tam, kjer se počutite enakopravni, pomeni, da imate iste pravice, iste dolžnosti, ker lahko znova hitro se zapakira v ego. Se pravi, vrednost, ko govorimo o temu, da je to vrednota, da je to prioriteta, je tista, ki je pomembna. Vsi smo človek, vsi se kdaj zmotimo, vsi smo delali napake, vsi bomo še delali napake. Se pravi, kako zdaj vrednotimo te napake? Napaka ni konec sveta. To je laž ega. Napaka je enostavno učni proces. Se pravi, ko se vas zmajček dvigne in vam pove, da kakšen debil ste, kakšen kreten ste, kako ste nesposobni, kako ste neumni, kako sploh ne veste, kaj ste mislili, da vam lahko uspe, kaj se greste, se vprašajte, čigave so te besede. Nihče se ni rodil pa tako sam s sabo se pogovarjal. Pokažite mi enega dojenčka, ki je prišel na svet in si je to govoril. Še vsak dojenček, ki se je rodil, je zajokal, ko je bil lačen, je zajokal, ko je bil pokakan, je zajokal, ko je bil utrujen. Torej, vse te kritike so stvar ega in vsi delamo napake. Se pravi, kaj zdaj tukaj je prava pot? Hudirja nazaj. Napaka ni konec sveta, napaka je učni proces, vse ostalo je laž ega. In v svojem življenju velikokrat enostavno nimamo pravih in kvalitetnih ljudi okoli sebe. Pravi ljudje ne bodo rekli nič hudega, ta druga oseba je kriva, kaj pa bi lahko naredil. Ne, ta pravi ljudje, kvalitetni ljudje ne bodo iskali izgovorov za nas, ne bodo utemeljevali naših napak. Nas bodo pa razumeli in nam bodo želeli pomagati. In pravzaprav napaka, če malo obrnemo perspektivo, je lahko naravna selekcija. Ko se jaz zmotim, se bo zelo jasno pokazalo, kateri ljudje v mojem življenju so kvalitetni in mi bodo morda nastavili ogledalo, se bodo morda usedli z mano in bodo rekli, Lili, tole ni bilo najboljše. Ali pa Lili, kako ti misliš, da bi to lahko boljše naredila? Nekvalitetni ljudje bodo šli. Zdaj, tukaj bi želela poudariti eno stvar. Ko govorimo o toksičnosti, ko govorimo o agresiji, ko govorimo o narcizmu, ko govorimo resnično o teh močnih ego scenarijih, tam je prav, da greste. Tam morate vi biti tisti naravni selektor in iti, ko nekdo drug isto napako vedno znova ponavlja in gre za vzorec. Ko pa govorimo o tem, da smo se nekaj zmotili, da smo nekaj narobe presodili in da se zavedamo, da temu ni bilo najbolje, pa govorimo o prevzemanju odgovornosti in v tem trenutku se vidi, kdo je naš pravi prijatelj in nas bo sprejel kljub našim napakam in nam bo pomagal rasti. Se pravi, če gledamo na neke te inspirativne citate na socialnih omrežjih, meni je zelo všeč citat: izbirajte ljudi okoli sebe, ki bodo v vas prebujali željo po tem, da se učite in da ste boljši človek in ki vas bodo potiskali in spodbujali k temu, da ste čim boljši. Ne ljudi, ki vas bodo skozi kritizirali, ne ljudi, ki vas bodo poklicali samo takrat, kadar vas porabijo. In prav gotovo ne ljudi, ki vam bodo pomagali iskati izgovore in ki vam bodo nazaj potiskali v vlogo žrtev. Tem ljudem paše, da ste tam. Tem ljudem paše, da ste tam zato, ker se imajo za več kot vi.
Dobro razmislite, to ni prijateljstvo, to je ego. Jaz sem bolj pameten, kot ti, zato se tu smilim in ti tega ne nabijam na nos. Malo razmislite o tem. Ja, res je, da se na napakah naučimo, res pa je tudi, da nas določene napake stanejo. Ko kozarec razbijemo, je razbit. So napake in so napake. Absolutno v življenju kdaj pobiksamo tudi tako, da nekoga izgubimo, odnos uničimo, tudi mogoče svoje zdravje uničimo in tako naprej. Definitivno to ne pomeni, da smo zdaj ozavestili, da smo naredili napako in da bodo posledice napake v vsakem primeru izginile. Ne, ampak če govorimo, da je to proces učenja. Govorimo o tem, da lahko gremo v vlogo žrtve, da lahko nisem mogel zaradi tega, ona oseba je kriva. Je mogoče že res, da ste imeli zelo omejene možnosti in da je bil občutek, da niste mogli drugače kot ste. Če se strinjam s tem, legit. Ampak če se učimo na napakah, se bomo mogoče potrudili najti način, možnost, neko pot, ki jo v danem trenutku nismo videli. Tako prevzamemo odgovornost, se pravi, tudi če smo zavozili ta odnos, tudi če smo svoje zdravje do neke mere uničili, kako lahko na tej točki tukaj in sedaj, kajti spremembo lahko dosežemo samo tukaj in sedaj in samo tukaj in sedaj smo in ego tega ne prenese. Ego tukaj in sedaj se ne počuti dobro. Ego se počuti fantastično v preteklosti, ki jo lahko analizira, lahko kaže s prstom na druge, pa seveda z vsemi ostalimi nazaj nase, ali v prihodnosti, ko projicira slabe izkušnje naprej, ko projicira neko upravičenost, sebičnost naprej. Se pravi, ego je zelo težko tukaj in sedaj. In če ste zelo težko tukaj in sedaj, je vaš zmajček še kako aktiven. Ja, in ta zmajček težko razume, da ne moramo imeti vedno prav, da ne moramo vedno imeti vsega, česar si želimo, da pač nekje neke omejitve in meje so. Včasih gre za to, da pač ne zdaj, včasih gre resnično za to, da mogoče neke stvari nimamo v tem trenutku. In velikokrat se zgodi, da se nam zgodijo slabe stvari, zato da lahko vidimo, kakšna kvaliteta osebe smo. Tudi to je del učnega procesa življenja, na katerega se ego seveda odziva slabo. In veste kaj, a je res bistvo življenja biti zmeri prav? A je res bistvo življenja biti zmeri top shit? Kot sem na začetku rekla, a je zdaj bistvo to, da bomo gledali, kje se kakšna senca pozna, pa če je kakšen liste po stran, pa če imam jaz obleko zmečkano, ali je bistvo to, kar se zdaj tukaj le menimo? Kje je bistvo vašega življenja? V tem, da imate celulit, koliko imate gub, koliko ljudi vam je lajkalo objavo na socialnih omrežjih, kaj bojo sosedje rekli? Kje je bistvo vašega življenja? Kaj je bistvo vašega življenja? Vrnili se bomo k temu, zato težim. Torej, picture perfect world ne obstaja. To, kar mi vidimo na socialnih omrežjih in to, kar si mi predstavljamo o drugih ljudeh, sploh kadar imamo občutek, da je nekdo zelo uspešen, da mu je vse položeno v zibko, ni nujno res. Za zaprtimi vrati, kaj vse se dogaja? Najprej mi pride na misel Prince Charles pa Diana. Kako zelo je cel svet verjel, pravljična zgodbica, a ne, ona je zdaj princeska, on je in za zaprtimi vrati je bilo zelo drugače, se je soočala z bulimijo, se je soočala s tem, da je bila sama in tako naprej in tako naprej. In potem njegov sin Harry isto, če bi bilo tako super, ne bi ona dva se odpovedala naslovu in šla. Se pravi, ne vemo, kaj v resnici se dogaja drugim in primerjava z drugimi je znova ego. Lahko se primerjamo z najbolj revnimi in najbolj lačnimi v Afriki in v tretjih delih sveta ali s tistimi, ki so najbolj slavni in najbolj bogati, pa tudi običajno slišimo, da Marija pomagi, slava in denar jim ni prinesla sreče. Si morate misliti. Torej, v bistvu, kaj je zdaj pot ven iz tega? Kaj je v bistvu tisto univerzalen recept? Da mislite, da obstaja? Ja, vemo, da je ljubezen tista, ki je prava pot, pa svetloba. In to so že tako abstraktni pojmi. Je tako, marsikaj lahko meni simbolizira svetlobo pa luč, pa marsikaj nekomu drugmu. In če si dovolimo en ekstremen primer, tudi Hitler je verjel, da deluje v službi svetlobe in luči in da dela človeštvu neverjetno uslugo. Torej, če pustimo vse to, v kar nas želi ta notranji zmajček prepričati, in si rečemo, tukaj in zdaj, v vsakem trenutku počnem tako, kot v tem trenutku najbolje zmorem in znam. In potem se vprašamo, kaj je tisto, kar je najboljše, kar v danem trenutku zmorem in znam.
Ker ti velikokrat stvari naredimo na pol. Velikokrat mogoče sami menimo, da nečesa ne znamo, ne zmoremo in tako naprej. Se pravi, ne padati v izgovore. Ne padati v to, da se skrivate, ne znam boljš. Ne morem. Drugič. Vse to je ego. Ego je tisti, ki vam bo rekel, ne zmoreš, pa ego je tisto, ki vam bo rekel, zmoreš priti na Triglav v Japankah. Pa ne enkrat, ne drugič nima prav. Mogoče zmorete priti na Triglav v Japankah, ampak če je to zdaj varno, pa pametno, pa tako naprej, pa stvar debate. Dobre debate. Kaj pa tisti občutki krivde, ko si ne upamo reči ne? Pravzaprav, dragi moji, v vsakem trenutku se odločamo. V vsakem trenutku se odločamo, kakšna oseba smo in kakšna oseba nočemo biti. In ko se odločimo, pomeni, da se ločimo od ostalih možnosti. Se pravi, če želimo biti oseba integritete, oseba, ki ne deluje iz ega, iz nekih nezrelih potreb, iz nekih mehanizmov, ki so pravzaprav rezultat rane, potem je potrebno vzeti moč nazaj v svoje roke, kar pomeni, da imate vso pravico reči ne. Vso pravico imate reči ne, ne želim ti pomagati, ne nočem iti s tabo v kino, ne ni mi do tega. In znova se bo zgodila naravna selekcija. Pravi ljudje vas bodo razumeli, pravi ljudje bodo rekli, a ja, tebe to ne zanima, ok, bom rekel nekomu drugemu. A ja, danes ti ni do tega, da bi šla na kavo, ok, bo šla drugič. To so pravi ljudje v vašem življenju. Nekaj drugega je, če ste vi nekomu obljubili, da mu boste pomagali, a ne pa potem v zadnjem trenutku rečete, ne čutim. Ker znova po vsej verjetnosti izgovor. Verjetno že na začetku niste čutili, da bi, pa pač niste imeli tistega, kar kokoške nosijo, da bi rekli ne. Se pravi, ko spustimo ego, ko aktivno delamo na temo, da ne padamo v svoje vzorce in vse to, kar smo prej našteli, ni potrebe po temu, da bi se lagali, da bi iskali izgovore, da bi igrali, da bi manipulirali, da bi padli v to, res bi pa ne morem. Res sem si ful želel, pa ni šlo. In vzamemo moč nazaj v svoje roke. In smo mi. In se mi odločamo. Ali se kdaj narobe odločimo? Absolutno. A poznate koga, ki se je vedno vse prav odločil? Dajte mi tako osebo pokazati. Nihče. Še Dalaj Lama, ki je zelo visoko vibracijsko bitje, je kdaj jezen, pa je kdaj tečen, pa mu kdaj ego ven useka. Vsi smo le ljudje. In ko imamo ob sebi ljudi, ki so kvalitetni, so do nas vseeno ljubeči in nam ustvarjajo varen prostor s sočutjem. Ampak če ga ne znamo mi sami ustvariti, potem tudi takih ljudi ne bomo imeli okrog sebe. In če zdaj primerjamo tega zmajčka, če se zdaj mogoče pa začnemo osredotočiti na to, kako zdaj tega zmaja ukrotiti. Kdaj smo mirni? Kdaj damo mir? Ko smo varni. Se pravi, bistvo, kako ukrotiti svojega zmaja, ni, da ga mi prisilimo, ni, da ga ustrahujemo. Poglejte, kako se trenira slone, na katerih mi jahamo. In vas lepo prosim, ne jahajte kamel, pa slonov, pa tigrov. Te živali dnevno mlatijo na mrtvo. Tudi, če se vam nasmehne vreče, ne, mi jih imamo radi, jih ljubčkamo. Ne. Mlatijo jih na mrtvo, stradajo jih. Te živali dobijo za jesti ob enih zjutraj nekaj čist malega, zato da so pridne. Ker jih trenirajo tako, pa lahko zelo zadovoljno zgledajo, pa me ne bo noben prepričal, da so enega slona z ljubeznijo vzgojili. Ne, ker slon vas frcne, pa vas ni več. Kdo bo prevzel odgovornost za vas, če se bo to zgodilo? Vse jih mlatijo. In vi, ki sedite na tem slonu, ste čisto enako krivi, če to veste, kot tisti, ki to počnejo. Se pravi, če gremo v sočutje, če gremo v ljubezen, se bomo spraševali, ali naša odločitev, ljubeča, odgovorna do drugih, in pravzaprav imamo zelo lep, zelo popularen rek, ki vse to zajame. Ali se znamo odločati za najvišje božansko dobro, ali pa če vas mogoče beseda božansko zmoti, za najvišje dobro vseh vpletenih. To ne pomeni, da vi zdaj prevzemate odgovornost za vsakega slona. Pomeni, da prevzemate odgovornost v danem trenutku, ko boste na nekem potovanju, da se ne boste usedli na slona, da se ne boste usedli na kočijo in peljali s konjem, da ne boste del tega procesa. Ali boste našli izgovor, da vsi to počnejo, ne?
Pa se kaj pa je to kaj takega, ne? In če se vrnemo zdaj nazaj in ostanemo pri tem slončku. Ljubezen ali ustrahovanje, se pravi, tudi svojemu zmajčku bomo pomagali tako, da bomo do sebe sočutni, da bomo do sebe ljubeči, ne da se bomo kritizirali, ne da bomo jezni nase, ne da si bomo grozili. In tudi ne bomo pustili drugim, da to počnejo. Varni, dragi moji, vaš zmajček, slonček ste ob pravih ljudeh. Kar pomeni, da včasih v življenju je treba tudi to spremeniti. Pravijo, da ne moramo spreminjati drugih ljudi, da nimamo te pravice. Res je, lahko pa spremenimo ljudi okoli sebe, se pravi, s kom se družimo okrog sebe. Kako izbiramo ljudi, po kakih kriterijih. Kajti tukaj pa, če zdaj govorimo o brezpogojni ljubezni, poglejte, ne vem, če vedno pije vodo. Če boste brezpogojno ljubili serijskega morilca, to ne pomeni, da vas ne bo sesekal. Pa zelo vas bo imel rad raven, pa zelo bo užival po vsej verjetnosti. Torej, varni ste ob pravih ljudeh in ko naredimo napako, se lahko zgodi naravna selekcija. Okay. Ko pa zdaj govorimo, če se dotaknemo še tega dela, toksični ljudje, egocentriki, se pravi serijski morilci, ljudje, ki pač imajo neko motnjo, ne morejo delovati drugače in so del našega življenja. Znova je naša naloga, da prisluhnemo temu zmajčku tolovajčku, kajti ta zmajček tolovajček, ta naš egotripček, ima svojo nalogo in ima svoj plus. In če pogledam, pa zelo rada uporabim primer Indijancev, če bi Indijanci rekli, dragi belci, obnašajte se lepo, ali pa vas bomo popetali nazaj v morje, in jim ne bi odprli vrata in skrbeli za njih, in posledično se tudi veliko plemen ni borilo nazaj, ko so jih začeli pobijati, ker so bili zelo miroljubni, mislim, da bi bila danes Amerika drugačna. Torej, ekstremen primer, ampak vsi imamo v življenju ljudi, ki nimajo nikoli dovolj, ki pač delujejo po nekih teh zelo egocentričnih, toksičnih mehanizmih. In tukaj razumeti, da se je to zgodilo zaradi rane iz otroštva, je plemenito, pravilno, sočutno, to tolerirati je pa neumnost. To tolerirati bo pa še vas pripeljalo do tega, da boste nekoč tako zelo poškodovani, da ne boste več znali delovati pravilno. Se pravi, če smo tukaj in zdaj in se je naš zmajček sprožil, kar je zelo pomembno, je to, da se zavedamo, ali se je sprožil zato, ker mi izhajamo z neke svoje rane, mi izhajamo z neke svoje nezrelosti, kar bomo lahko ocenili samo tukaj in zdaj, če bomo iskreni do sebe, ali nam pravzaprav sporoča, poslušaj, nekdo pa je do tebe nasilen, nekdo pa je do tebe nespoštljiv, tole pa ni v redu. V tem primeru mu je potrebno prisluhniti. In zdaj naš zmajček tolovajček običajno deluje na ravni 3 leta starega otroka. In 3 leta star otrok se počuti varno kdaj? Kadar je sprejet, čeprav je tečen, čeprav je lačen, čeprav je pokakan. Čeprav se je polil, čeprav ni pojedel župe do konca. Ali ste bili vi sprejeti kot 3 leta star otrok, ko ste bili polulani, pokakani, tečni, ko ste hoteli dudo, pa so vaši starši rekli, zdaj pa ne smeš več, pa kar nekaj isto boga. Kako je izgledalo vaše otroštvo, ko ste bili stari 2 leti, 3 leta, 5 let, 8 let in ste bili samo utrujeni in ste bili zoprni in ste si tepli nekaj v glavo in niste dali mir in ste vztrajali. Kako je izgledalo, ko so vas imeli starši poln kufer, ko starši seveda, ker so tudi samo človek v določenih trenutkih niso zmogli več. Zdaj pa pogledajte sebe, kolikokrat se vi do sebe tako obnašate in do drugih. To so vzorci. To je igra ega, to je naučeno. Se pravi, ko pa smo ujeti v odnos z nekom, ki je narcis, ki ima to motnjo, ne morete zmagati. Tukaj se je treba zavedati, da ne morete zmagati, govorimo o motnji. Nekdo, ki je serijski morilec, je serijski morilec. To je približno tako, kot pravijo, to, da ste vi vegetarijanec, ne pomeni, da vas lev ne bo pojedel, tukaj je isto. Tukaj pa je edina, zdrava, zrela, pa si bom upala reči pravilno odločitev to, da se odmaknete. Tukaj ne govorimo o egu, tukaj ne govorimo o tem, da zdaj vi manipulirate, grozite, tukaj govorimo o vaši lastni varnosti. Tako da pravzaprav v teh primerih, ko govorimo ne morem brez, spomnite se na začetek, ko smo se ujeli v toksičen odnos, ko smo se pustili prepričati nekomu drugemu, da smo nič vredni, da nas nihče drug ne bo maral, da smo stari, da smo takšni, da smo drugačni, da bi mogli biti res hvaležni, da nas ta oseba sploh pogleda, ker nas nihče drug ne bo in tako naprej in tako naprej. To je pač tema za čisto drugo. 1 urno dajo, že zdaj smo predolgi. Takrat se spomnite, da edina zmaga v taki situaciji, v takem odnosu je odhod. In ne to, da boste vi to osebo prevzgojili, prepričali, ji dokazali. Ne pasti v to
Veliko pas tega, veliko zanko ega, ne boste dokazali. Lahko prinesete črno na belem od notarja overjeno, ne. Se pravi, edina zmaga v tem primeru, ko pa imamo na drugi strani resnično nekoga, ki ima ego tako zelo poškodovan, da ne zmore drugače, je odhod. Se pravi, dajmo mi sami pri sebi pravilno naštelati svojo perspektivo, kajti čim nek odnos, neka situacija postane borba, čim postane boj, čim se morate zagovarjati, čim se morate opravičevati in argumentirati, nekaj, kar bi moglo biti lepo. Partnerski odnos, definicija partnerskega odnosa ni v glavo. Definicija partnerskega odnosa je: delim življenje s tabo, kar pomeni v dobrem in v slabem, z nekim namenom verjetno so te besede tam, ko se poročimo. V bolezni in v lepem. Se pravi, čim nekaj, kar bi moglo biti lepo, naj je to služba, naj je to športna dejavnost, naj je to hrana, naj je to odnos, naj je to prijateljstvo, postane borba, pa bi moglo biti lepo, niste na pravi poti. Tako da ob koncu še nekaj smernic. Kaj bi zdrava in zrela ljubezen naredila? Kaj bi zdrava, zrela ljubezen naredila? Včasih bi rekla tudi ne, včasih bi tudi šla. Opazujte ljudi okoli sebe. Kvalitetni ljudje imajo kvalitetne odnose. Vsi imamo sem ter tja kakšen odnos, ki je malo razšteljen. Ampak načeloma kvalitetni ljudje se odločajo za kvalitetno življenje, imajo nek nivo, na katerem so. Se pravi, ne grejo, ne padejo na vsak, da ne rečem kaj grdega, ne padejo na vsake limance. Evo, tako. In osnova vsega je resnica. Ego resnico včasih zelo težko prenese. In kvalitetni ljudje bodo cenili resnico. Kvalitetni ljudje bodo cenili, če jih boste poklicali, pa boste rekli mnenje, za katerega me nisi prosil, oziroma nekaj, kar ti morda ne bo všeč, kar bo podano kot informacija. Se pravi, Lili, mnenje, za katerega me nisi prosila, pa ti mogoče ne bo všeč. Svetloba je bila ful za naš zadnjič v oddaji, tako sence so se videle, vse je nekaj migal, kamera je pol nagajala, mislim, lase bi lahko malo. Tako, ne vem, to sem porajta. To je konstruktivna pripomba, ne what the fuck pa ti mislila, a te ni sram in tako naprej. Se pravi, osnova je resnica, kako jo povemo, je pa determinanta, ali izhajamo iz ega, iz strahu ali iz ljubezni. Včasih je najboljše, kar se nam lahko zgodi nam in drugim. Se pravi, tudi otroku je treba znati postaviti meje. Sigurno nam tudi življenje postavlja meje. Se pravi, ne včasih ni slabo. Včasih resnično potrebujemo samo nekaj časa, da dojamemo, zakaj je bilo nekaj dobro za nas, prehitimo ta proces. In včasih je nepotreben z naše strani. In to ne pomeni, da ste slab človek. To pomeni, da ste se v danem trenutku odločili, da je ne. Se pravi, če delujemo za najvišje dobro vseh vpletenih, se pravi tudi svoje v dani situaciji, tukaj in zdaj, v najboljši obliki, kot znamo in zmoremo, in smo vedno odprti učenju in se trudimo najti način, kako smo lahko bolj kvalitetna oseba, in smo v vsakem trenutku sočutni do sebe in do drugih, in v vsakem trenutku delujemo ljubeče, sočutno in dobro, smo pravzaprav, vi ste na vibraciji koga? To, kar sem zdajle povedala, je naloga in vloga Boga, vesolja in vseh nas, vsakega poslanstva, vsakega višjega namena in vsake duše je delovati v vsakem trenutku za najvišje dobro vseh vpletenih, v obliki in na način, kot najbolje znam, zmorem, z vsem svojim sočutjem, ljubeznijo in dobroto. To je bistvo življenja. In ne, koliko lajkov imamo na socialnih omrežjih, koliko let gledamo, koliko ljudem smo všeč. Nikoli ne bomo vsem všeč. In točno veste, kaj bom zdaj rekla na koncu, kaj ne? Najbolj pomembno je, da ste všeč sami sebi.
Ok, jaz sem mislila, kako bo ta oddaja dolga 15-20 minut. Tudi v kontekstu Zmajčka sem naredila poseben PDF, se pravi tisti, ki ste že gledali Zbudi leva v sebi, veste, da poleg te oddaje pride poseben PDF, 20 strani dolg, ki ima določene afirmacije, določene naloge, določene vprašanja, po katerih se lahko osredotočate in delate na tem levčku, se pravi na svojem notranjem jazu, notranji moči, prevzemanju moči nazaj v svoje roke, kar velja kadarkoli, ne samo 8.8.2024. Tudi za Zmajčka Tolovajčka sem naredila poseben PDF, simbolični ceni, se pravi, da lahko delamo na sebi, da vse to, kar smo zdaj povedali, malo dvignemo, da imamo malo praktičnih primerov, praktičnih vprašanj, nekaj praktičnih, bom rekla, tudi primerjav, da si lažje predstavljamo, kaj sem želela povedati. Torej, moja želja vedno je, ne da se samo nekaj pogovarjamo, pa da nekaj pametujemo, ampak da tudi nekaj v resnici storimo. A ne si vimo, tako kot najbolj znamo v danem trenutku. Torej, dragi moji, hvala lepa za vašo družbo. Tehle 40 minut je minilo 1, 2, 3. Želim vam, da bi v vsakem trenutku vaš levček bil tisti, ki bo vam dejal pogum in ljubezen in zagnanost in moč in energijo, da bi posegli po svojih sanjah in bili enostavno to, kar ste. Rekla sem, lev se prav gotovo ne opravičuje, da je lev. In želim vam, da bi ta notranji Zmajček Tolovajček vedno deloval na način, da bi vas ščitil, saj je pravzaprav zaščitniška živalca, in da bi znali ga pomiriti, tako kot znamo objeti 3-letnika, ki je preprosto preplašen. In se spomnite, da ego izhaja iz strahu, se pravi, ga je strah. Najhitrejša pot ven iz ega in iz situacij, kjer je ego kar naenkrat se razrastel, je to, da najdemo občutek varnosti, seveda, v sebi.